Prva ljubljanska pasaža. Pasaža Nebotičnik, Viktorija. Še opazimo skriti prehod, ki povezuje mestno promenado z zelenim objemom parka. Koliko pogledov, koliko mimobežnih duš in spominov še ujame ta nekoč priljubljen prostor tistih, ki so iskali nekaj več, nekaj boljšega. Pasaža zanimivih izložb in trgovin, naključnih srečanj in nakupov, nepredstavljivi vonj New Yorka na ljubljanski način. Ko pasaža ni bila le prehod, temveč destinacija. Nemogoče je ujeti vse, kar se je zgodilo v njenem objemu. Morda le utrinek, trenutek dveh pasantov, ki sta v njej za hip našla zavetje in se zapisala v zvočni impresiji nevihta v pasaži. Končno, v pasaži, na suhem. Včasih so tukaj prodajali klobuke. Moja babica je svoje kupovala prav tukaj. Ja, v imenitni pasaži Nebotičnika, je rada poudarila. Prvi pri nas. Pasaža je bila njen mali oder. Kadarkoli jo je omenila, je glavo dvignila kakor labod, kako so se ji našobila usta, ko je izrekla koloniale. Kakor da gre za gala dvorano, ne pa za trgovino delikates. Takrat gotovo ni bilo tako turobno. Krzno, cvetličarne, gramofonske plošče, dedek pri brivcu, babica po nakupih. On ponosen kot Nebotičnik, ona poosebljena Viktorija. Super pasaža. Se ne spomnim, kdaj sem bil nazadnje tu. Tako zapuščeno je, temno. Oddamo. Sami prazni opuščeni lokali. Včasih je bil to prav veličasten prehod, danes pa zanemarjena pasaža. Zadušljiva, pozabljena. Sploh še kdo opazi njeno eleganco, te drobne zlate žile v črnem marmorju. Kako pa bi, če je pa tako temno? Luči prepuščajo komaj dovolj svetlobe, golobi so popackali luči. Moderni impresionisti, bi rekel moj oče. Kot da so nadomestili Jakopiča in druge, ki so nekoč razstavljali pri kosu. Takrat naj bi tu nekje živel tudi Jakopičev pomočnik, kako mu je že bilo ime. Nadarjen, ampak preskromen za svoj lasten uspeh. Ja, oče je rad hodil sem na otvoritve razstav, najprej z dedom, potem sam. Včasih sta me vzela s sabo, ampak jaz sem bil mulc, nisem zdržal. Rajši sem šel do naslednje pasaže, na film v Komuno. Mimogrede še prej pa v Mlečno po Indijančka. Mesto jima je ponujalo lepo življenje. Nebotičnik, swing in all that jazz. Čez teden delo, v petek pa na ples. Dedek je bil ves ponosen, da je imel tukaj pisarno, v ljubljanskem Chryslerju, ki je zrastel kmalu po newyorškem. Najvišji na Balkanu, v njegovi senci pa pasaža, ljubica prefinjenega okusa. Pokončni mož in njegova družica, objeta v ritem prihajajoče vojne. In hladen objem po njem. A tudi to sta preživela. Kdo ve, če današnji mladini McDonald's da toliko, kot je meni takrat dal Daj dam?
Govorim kot moj oče. Kaj bi kaj on rekel na to mizerijo? Moram vprašati mamo, kdaj je bila nazadnje tu. Pa teto. Včasih, ko sta s teto prišli k mesarju, mi je bilo prav nerodno, ker se je moja mama obnašala, kot da je pasaža njena, ne pa od vseh. Ta prostor si zasluži več. Končno je nehalo. Upam, da naslednjič pridem z drugim razlogom. Ta pasaža bi morala biti več kot zavetje. Mogoče razstave, koncerti, nekaj, kar bi jo znova zbudilo. Sej eni se še vedno trudijo, vztrajajo, a kar je zdaj tu, je premalo. Lepo bi bilo, če bi se našel nekdo, ki bi tu odprl kavarno, mogoče slaščičarno. Več ljudi bi se ustavilo. Ne samo v dežju, tudi v vročini bi prav fino bilo posedeti v hladu pasaže. Obe bi pripeljal sem, mamo in teto. Me zanima, kaj vse bi še zvedel.